Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Irena Gajatri Horvat je svoja dela poimenovala Zgubljena v gozdu, Lojze Kalinšek pa Dežela Kranjska. Likovni kritik dr. Milče Komelj pa je razstavi nadel naslov V gozdu slikarskih brez in v muzeju mitov. Govorijo o tih duhovih, ki se nahajajo v gozdu, ki recimo prežijo na človeka. Ampak je tudi zelo lepo, ker je lepa svetloba in takrat, kad si v gozdu, prav občuduješ to lepoto, svetlobo, ptičke. No, ta velika mali stopa po sami motiviki in pristopu. Motivika je pokrajinska, kar je za mene bolj izjema kot pravilo, ampak tudi to me vedno vleče in če gre pač za mojo preljubo domovino, takrat se zmeraj splača malo potruditi. No, ostale so pa na klasično mojo to mitološko motiviko, kjer pač pobiram motive po mitoloških zgodbah in so mi nenehen vir inspiracije. Ob naslovu Zgubljena v gozdu bi najbrž vsakdo pomislil na temačen gozd ali zelene krošnje, vendar so nas likovne upodobitve presenetile s svetlimi barvami, v katerih se prepletajo bela, oranžna in rdeča. Te ponazarjajo ogenj, kar je še bolj presenetljivo ob ugotovitvi, da so upodobljena drevesa pravzaprav breze. Mal nenavadno za breze, ker to je brezov gozd, ki je črno-beli, drugače ustvarjam črno-belo. Veliko, ker sem tudi grafik kot slikar, ampak zdaj čutim prav to tak en ogenj, ki se rabi prebiti, mogoče zdaj bo pomlada, mogoče bo zdaj. Breza je slikarkin osrednji motiv. Sama se je z gozdom oziroma brezo poistovetila. V njej se, tako kot v gozdu, porajajo magična doživljanja in izražajo vznemirjenost. Specifičnega razloga, zakaj se je znašla v tako napetem obdobju, ni, kljub temu se v gozdu počuti varno, prijetno, kar skuša povedati tudi svetlejšimi toni, da se ozira proti svetlobi, ki prihaja skozi krošnje dreves. Ja, v življenju se tako zgodilo, se počutim prav v tem času zgubljena ta trenutek. Čutim, da zapravo sedim na enem trohlem drevesu in malo čakam, da se nekaj zgodi. Ne vem, a se bo gozd odprl, a pride sonček. Z barvami se slikovito utripajoče poigrava tudi likovni umetnik Lojze Kalinšek, ko v slikarskih upodobitvah slika svoje zgodbe, kjer pride do izraza pomladno preigravanje narave, ljubezen in materinstvo. Barve v glavnem akril, ker se hitro suši, tehnika je ponavadi mešana. Sicer na teh primerih ne, ampak sicer zelo veliko zlata uporabljam tudi kot energetski potencial na slikah, ki ga da. Sicer pa figuralika, bom rekel, kar se vsebine slik tiče. Dogodek sta glasbeno popestrila vokalistka Katja Skalar in skladatelj Simon Skalar, ki je pesem Zgubljena v gozdu avtorice Irene Gajatri Horvat tudi uglasbil. Pesem je nekako nastala zraven te slike, takrat, ko sem prav delala na tem likovno, takrat se zgodilo in to ti vsi občutki, ki sem jih imela v sebi, so se ubesedili. Umetniška dela v gozdu slikarskih brez in v muzeju mitov si lahko gledate v galeriji Bala do 2. marca.